Oprl se bom predvsem na pravno razlago še vedno veljavnega arhivskega zakona in seveda na novelo, ki je predlagana. Pri pravni razlagi obeh pravnih aktov, tako veljavnega zakona, kot tudi predlagane novele, ki je zdaj predmet referendumskega odločanja, pa se opiram predvsem na razlago in interpretacijo ustavnih sodnikov, ki so jo sprejeli pred enim mesecem in enim tednom, to je bilo 19. aprila, ko so odločili, da ni nikakršnih ovir, da bi novela zakona o arhivskem gradivu šla na referendum. Zato je bilo dovolj povedno, da je ustavno sodišče tako odločilo. 3 ustavni sodniki, to so bili dr. Leisinger, dr. Zobec in magistra Mozetič, pa so še posebej obrazložili nekatera pravna vprašanja, ki so se pojavljala ob noveli in ob uporabi nekdanjega zakona o arhivih in tudi uredbe, ki jo je izdala še vlada Janeza Janše v zvezi z uporabo arhivskega gradiva. Oprl sem se na to gradivo zato, ker je v javnosti in v dosedanjih dostopih bila ta razlaga predvsem prezrta in ker je prišlo tudi do očitnega sprenevedanja glede pravnega razlogovanja. Poglejmo si najprej, kakšno je to pravno razlogovanje. Najprej ustavni sodniki opozarjajo, da gre dejansko pri arhivskem zakonu za uresničevanje Evropske resolucije o evropski zavesti in totalitarizmu, ki je bila pred 2 leti za velikansko večino sprejeta v Evropskem parlamentu, zanjo so glasovali tudi vsi naši evropski poslanci. Ta resolucija med drugim seveda tudi predvideva dostopnost do arhivskega gradiva nekdanjih totalitarnih režimov, toliko bolj seveda to gradiva tajnih političnih policij. Naslednje vprašanje, ki nas mora zanimati in ki se je pojavljalo v razpravi in ki so ga zlasti vneto zagovarjali zagovorniki novele arhivskega zakona, je bilo to, češ da gre za pravno kontinuiteto med nekdanjo službo državne varnosti, to je tajno politično policijo, in SOVO, sedanjo našo obveščevalno varnostno agencijo. No, ustavni sodniki lepo razložijo, da v tem pogledu nikakor ni mogoče govoriti o pravni kontinuiteti, to stališče zavrnejo in pri tem tudi upozorijo na odločitev ustavnega sodišča, ki je bila sprijeta že pred leti in ki je jasno povedala, da je nekdanja služba državne varnosti delovala na podlagi tajnih predpisov, nezakonitih predpisov in da je njeno delovanje pomenilo trajno ogrožanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. V tem pogledu torej ne more biti nobene kontinuitete. Nadalje v tem mnenju tudi zelo jasno opozarjajo, da predlagana novela arhivskega zakona pomeni neko veliko in nedopustno razlikovanje med arhivskim gradivom nekdanjih družbeno-političnih organizacij, recimo Zveze komunistov in socialistične zveze, ki je v vsakem pogledu v tem dostopno, tudi med gradivom nekdanjih pravosodnih organov, ki je prav tako dostopno, in med gradivom nekdanje službe državne varnosti, za katere se pa nenadoma pojavljajo za novelo nove dodatne omejitve, ki jih prej nikdar ni bilo. No, v pojasnilu je treba seveda peljati tudi to, da so občutljivi osebni podatki seveda varovani v vseh primerih, ampak to velja za vso gradivo. To gradivo, ki se pa zdaj hoče zapirati, pa gre preko splošne zahteve po varovanju občutljivih osebnih podatkov. Treba je povedati še nekaj, in sicer to, da so v razpravi mnogi zagovorniki sedanje spremembe arhivskega zakona iz vrst vladajoče koalicije, zlasti so bili to koalicijski poslanci,
med njimi se je pa na moje veliko presenečenje znašel tudi direktor Arhiva Republike Slovenije, so ves čas zatrjevali, da je dostopnost do arhivskega gradiva omejila že uredba vlade Janeza Janše. Ta njihova trditev, ki je neresnična, se je kar naprej pojavila zelo pogosto tudi v zelo agresivni obliki. To ni res. Ta trditev je lažna in prav v strokovni argumentaciji teh ustavnih sodnikov tudi najdemo razloge, zakaj ni tako. Ustavni sodniki so prepričljivo razložili, da je uredba velja samo za izročanje gradiva, da v nobenem pogledu pa ne velja za vsebinsko dostopnost do gradiva. Uredba je samo uredila postopek, dokler to gradivo še teče v postopku izročanja, je pač upoštevala, da se del tega gradiva hrani še vedno na lokaciji Sove, vendar ne izključno pod pristojnostjo Sove, pod sistemu dveh ključev. En ključ ima Arhiv Slovenije, drugi ključ ima Arhiv Sove, vendar gre to samo za tehnično varovanje. To je analiza in argumentacija ustavnih sodnikov, ki na koncu tudi poudarjajo, da v vsebinskem pogledu omenjena uredba nikakor ni pomenila omejitve vsebinske dostopnosti do arhivskih podatkov. Nenazadnje ustavni sodniki tudi poudarjajo, da je svojevrsten test legitimnosti prestal sedanji zakon že s tem, da je v veljavi 5 let in da se v tem času ni zgodilo nič takšnega, ker bi upravičevalo potrebo po dodatnem omejevanju vsebinske dostopnosti do tega gradiva. Če si poslanci vladajoče koalicije kot politiki se lahko privoščijo, da nekaj bodisi ne vedo ali pa zavestno spregledajo, tega ne vemo. Si pa direktor Arhiva Slovenije, ki je strokovno postavljen na to mesto, ki je strokovnjak za ustrezno izobrazbo, seveda tega nikakor ne more privoščiti. Zato njegove izjave, ki so bile usmerjene na to, da je že uredba prejšnje vlade omejila dostopnost do gradiva, vzbujajo zelo resen dvom o upravičenost njegovega položaja, njegove funkcije, kajti bodisi, da ne pozna odločitev ustavnega sodišča in argumentacijo ustavnih sodnikov, kar je seveda gotovo škandalozno, ali pa da jo pozna in jo zavestno zamolči, ker je pa seveda še bolj škandalozno. Druge umestne variante v tem pogledu ni. Sam kot strokovnjak z tega področja bi moral pač govoriti resnico in povedati to, kar je ustavno sodišče v svoji odločitvi sprejelo. Nikakor pa ne dajati temu nasprotujoče izjave, ki nimajo nobene strokovne podlage.